Zakaj pa tle ne moramo ob Ljubljanci? Da bo se videl, v kakšnem stanju je tale stavba. Verjetno je nevarno. Ja, zakaj pa ne porušijo? Kakšna lepa vila tle stala. Ljuša, tu je cukrarna, veš. Tu so zgradili leta 1828 in danes je verjetno spomeniško zaščitena. Torej morajo zidarji v obnovi upoštevati pravila za zaščito kulturnih spomenikov. To je gospod, ki je zmeri pomagal pri različnih opravilih blokov, kjer sem živel. A ja, misliš kot pomočnik upravnika? Ja, če so bila potrebna kakšna manjša zidarska dela ali pa če bilo treba kaj pokitati, ometati, ploščice je polagal. Tip top. Na naši šoli imamo za dijake s posebnimi potrebami zelo dobre pogoje. Imamo tudi kar nekaj dijakov s posebnimi potrebami, tako da za njih posebej skrbi še pedagoginja. Tudi vse prostorski pogoji so zelo ustrezni, ker je šola postavljena šele 4 leta in je v skladu z predpisi, tako da tako za tisti, ki so gibalno ovirani, kot za kakršnekoli druge težave, ki jih imajo, zelo dobro poskrbimo. Poklic zidar je zelo perspektiven poklic. V današnjem načinu gradnje z uporabo sodobnih materialov in sodobne tehnologije se ta poklic tudi razvija. V državah, kjer so velike investicije, kot je Slovenija, se ni bati za perspektivo tega poklica. Teh hiš pa včeraj še ni bilo tle. To si pa zdaj gladko izmislil. Nisem. Ja. Včeraj jih še ni bilo. Potem to lahko pomeni samo, da so zrasli čez noč. Če sva se kaj naučila o zidarskem poklicu, to pomeni, da enostavno ni mogoče. Mojca, poglej. Teorija o tem, da so včasih pri neverjetnih zgradbah ljudem pomagali nezemljani, še zmeraj obstaja. So nekaj takega lahko rečejo samo ljudje, ki ne cenijo veščin in spretnosti zidarskega poklica. Ko se mi prvič srečamo z osnovnošolci na njihovih osnovnih šolah ali pri nas na dnevu odprtih vrat ali na informativnih dnevih, in vedno povemo, da vse, kar je okrog nas, stanovanja, kjer živijo, hiše, bloki, ceste, po katerih hodijo, šole, v katerih so, vse to je delo gradbenikov. Zato jih seznanimo v okviru predmetov z osnovami gradbeništva, z tehnologijo gradnje, spoznajo načrte, osnove kalkulacije in mehanike gradbene, spoznajo varstvo pri delu, gradbene materiale in tako dalje.
poleg splošno izobraževalnih predmetov, to so tisti, ki so na vseh šolah enaki, matematika, slovenščina, tuji jezik, so seveda še tukaj zelo pomembni strokovno-teoretični predmeti, to so gradbeništvo, tehnologija in pa risanje. Poleg tega ima pa vsak poklic v tem modulu izobraževanja izbirne strokovne vsebine. Te so pa specifične tako za zidarja, za tesarja, za vsakega posebej. Ves šolanja mi seveda skrbimo tudi za stik z realnim svetom, ker hodimo tudi na šolska na druga gradbišča, v podjetja, se pravi v druga okoliška gradbišča, recimo blizu šole ali pa v Mariboru, tudi na bolj oddaljena gradbišča. Se zapeljemo prav tako redno tudi obiskujemo tovarne oziroma industrijo gradbenega materiala. Oni prihajajo k nam s predavatelji, strokovnjaki, ki pač prikažejo izdelavo izdelkov oziroma vgradnjo njihovih materialov, tako da so po 3 letih, bomo rekli, kar solidno pripravljeni na nova dela. Katalog znanj za zidarja je obsežen, bomo rekli, kar več strani dolg. Kot sem že omenil, ta osnovna dela, potem je tu veliko vzidav raznih elementov, oken, vrat, tudi betoniranja, vgradnje betona, betoniranje estrihov. Potem so kakšne fine obzidave, recimo s fasadno opeko, take bolj zahtevne, ne samo zidani, ki ga potem nanesemo gor v med ali pa ne vem, kakšne izolacijske fasade ali kaj takega. Tudi tlakovanja, polaganje robnikov, tako da bi rekel, ta nabor del je izredno velik. Je pa res, da potem dostikrat dijaki pri določenih delodajalcih oziroma pri določenih podjetjih se specializirajo, ne vem, mogoče kakšni samo za strojne omete, drugi delajo estrihe, kakšni so samo na vgradnji stavbnega pohištva. Tako da je malo tisti, ki potem rekli, zdaj pa vsa dela delajo. Tako da izbira je velika, odvisno pa je zelo od delodajalca oziroma od podjetja, kjer se kdo zaposli. Seveda je možnost velika tudi potem samozaposlitve, veliko je obrtnikov, ki so končali našo šolo. In seveda druga pa je zopet možnost nadaljevanja šolanja, programu 3+2 pa potem študij naprej, tako da vse poti so odprte navzgor. Poklic zidar je poklic, ki je vezan seveda na gradbišče, na gradbeno operativo. Je težek poklic, zahteven v težkih razmerah, ampak je pa kreativen. Vse, kar zidar napravi, ostane še generacije za njim. Čeprav je delo na gradbišču naporno, saj se velikokrat dela v vročini, višini, prahu, mrazu, je povpraševanje po delu v gradbeništvu zmeraj dovolj, saj se vedno gradi. Torej so službe zagotovljene.